Ksenija Karmavnar. Po osnovni izobrazbi sem učiteljica slovenščine in likovne umetnosti. Sem pa kasneje naredila doktorat iz specialne in rehabilitacijske pedagogike. Sem pa delala 24 let s slepimi in slabovidnimi, sem poučevala slovenščino in likovno umetnost na Zavodu za slepe v Ljubljani. Potem sem pa zadnjih 12 let sem pa poučevala na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, metode dela s slepimi in slabovidnimi na inkluzivni pedagogiki. Drugače sem pa tudi pisateljica, mama 4 hčera, babica 6 vnukom in tako naprej. Najraje sem brala, če se dobro spomnim, Medveda Puja, in še danes mislim, da ga znam na pamet. In ker sem bila zadnjič s svojim vnukom v lutkovnem gledališču, ko so ga igrali, in potem je rekel: "Babi, a lahko nehaš, ker govorila besedilo." No, to pa druga je bila pa Walter de la Mare, Tri kraljeve opice. To sta dve taki knjigi, ki sem res brala. Pa pesmi Strniša in zajca. To je mogoče malo čudno za otroka, ampak meni so starši brali kot otroku ogromno poezije in seveda nisem nič razumela, ampak sem pa pač dojela tisti ritem pesmi. In še danes mi odzvanjajo te zadeve v glavi. Radovedna, radovedna, radovedna. To so te trije. Če bi pa malo razširila, bi bili pa lahko še, ne vem, prevečkrat rečem ja, potem pa kaj še, zaupljiva preveč, ne vem, delovna, predvsem pa radovedna. Zelo rada berem znanstveno fantastiko, pa recimo ta magični realizem, ki je zdaj tako popularen, pa sploh kakšne take fantastične mladinske povesti, to mi je najbolj všeč. Tuje seveda. Ker recimo pisec Martin je rekel, da zato, ker živimo 1000 življenj z njimi, če beremo, potem recimo si sposodimo tuje izkušnje, pridobimo znanje z njimi, empatijo uživamo in tako naprej. Ja, to sem pa razmišljala, je kar več odgovorov, ampak mislim, da mi gre najbolj na živce to, da nas kolegi, ki pišejo literaturo za odrasle, nas ne upoštevajo kot enakovredne pisatelje, češ, vi ste itak pisatelji za otroke, to je neka minorna zvrst, ampak moja teza je, da če mi ne bomo vzgojili bralcev, potem jih tudi oni ne bodo imeli. In tukaj mislim, da bi ravno obratno morali biti, da smo mi tisti ta glavni, no, ali pa vsaj enakovredni. To sem pa razmišljala. Mogoče bi bil to Harry Potter, ker se mu dogaja dobre stvari, ampak ne tiste grozne, mogoče raje ne. Pa mogoče bi bila tudi Pika Nogavička, da bi nalomili skupaj kakšne lopove, ki delajo oslarije po svetu. Pa včasih sem si želela, da bi bila tudi recimo Sančo Pansa od Don Kihota, čeprav to ni otroška literatura, da bi z njim okrog hodila in se borila z meči in tako naprej, kot oproda nekega viteza. Marsikoga bi šla lahko z njim v svet. Nobene malice, zato ker pišem, ni več telesnih potreb. Dejansko neka sila me prevzame in potem grejo ure, kot da bi mignil, tako da včasih še pozabim piti in sem čisto dehidrirana, zavem, da bi bilo pa res čas, da kakšno vodo spijem. Nekaj gre skozi mene, ki ni zavedno in nobenih malic, se nič ne spomnim, nič od tega. Pesmi, jaz sem začela kot pesnica, tako da imam še željo, da bi še kaj takega napisala, ampak želim si, da bi napisala tako dobro pesem, da bi vsi, ki bi jo brali, da bi rekli, to je to. To je pa tista pesem, ki bi jo tudi mi hoteli napisati, če bi znali. Ampak seveda to se ne bo zgodilo, ampak tako recimo taka želja, da bi točno tiste besede zbrala, ki bi ljudem povedala, da je živeti lepo, da se splača živeti, da se splača biti prijazen, pa tovariški, pa da te besede kot požrtvovalnost niso kletvica, ampak da je
te vrednote, no, pa da bi tako zadela, da bi vsi rekli, to je to. Ampak dobro. Da bi letela, to bi bilo super, ker to dostikrat sanjam, kako letim. V drugem življenju bom sigurno pilotka, to je dejstvo, zdaj že majčkeno pozno, ampak sem že letela, sem z balonom, letela sem z padalom in tudi letalo so mi pustili voziti za par minut, čisto, a ne, turistično, tako da letenje prav gotovo, no, prav gotovo. Pojma nimam, čeprav se mi zdi, da jaz nisem pesimistična glede tega, kar ljudje pravijo, se bodo samo še telefoni pa tako naprej. To so rekli tudi, ko se je televizija pojavila, so rekli za radio, ne, da bo radio izumrl, pa vidimo, da ni. Tako da mislim, da knjige bojo ostale, mogoče bodo bolj na bralnikih, ampak tisti občutek, ko primaš knjigo v roke, ko zavohaš papir, ko jo teža, in tako naprej je nekaj drugega kot bralnik, čeprav jaz tudi veliko na bralnikih seveda berem. No. Drugače pa, kaj bodo brali, kako bodo brali, vsekakor se bo to obdržalo, verjetno bodo druge vsebine, pa nič hudega, saj svet gre naprej. Vsaka generacija reče, groza, konec sveta, potem se pa skaže, da človeštvo vedno preživi in najde eno pot, da se izobražuje. Predvsem, da ne berejo. Če ne bereš, potem zelo, zelo težko si nekako nek besedni zaklad požlahtniš in tako naprej. To se pravi branje in pa biti odprtih oči, ker tukaj dostikrat pravijo začetniki, nimam teme, ne? Teme so povsod. Teme so povsod, samo okrog pogledaš, pa so teme. To se pravi, bodi radoveden, oglej naokrog, veliko beri, pogovarjaj se, bodi empatičen, bodi odprt in bo vse v redu. Radovednost, spet smo tam. Ja, če nisi pretočen, radoveden, odprt, potem seveda ne bo nobena stvar uspela. Če si ti nekje takole v tistih plašnicah konjskih, ali pa v tistih tirih, potem ne boš nič novega izumil. Mogoče je dobro hoditi po robu, začimba roba, da si nekje, da loviš ravnotežje med normalnim pa posebnim in potem mogoče najdeš lahko nekaj novega, drugače ne mogoče nekaj novega najti. Na to, če mi kakšen bralec reče, da ko mi čaka, da bo nadaljevanje knjige, to pa da, na primer, jaz sem roman za odrasle napisala, ki je bil tako, nekateri so tudi rekli, da mogoče celo rumena literatura, ampak ko je mene ena ženska pisala, da jo je rešil pred samomorom, sem rekla, sploh me ne zanima, karkoli kritika reče, če sem jaz enega samega človeka rešila, je bil namen moje knjige pravzaprav popolnoma izpolnjen.